Živo, jaz sem spet Janin, tole bo še vedno Alen Stržaj, ki ga že poznate, če ne od drugod pa od mene, zelo verjetno pa iz kakšnih glasbenih krogov. In ta Alen je bil med drugim tudi v Afriki. Res je. Bil sem neparkrat v Afriki, obdelal sem zahodni del, se pravi Maroko, Mauretanija, Senegal, Gambija. In pa na drugi poti pa Kenija, Uganda. Tam sem pa naletel na zelo zanimive zgodbe, predvsem kar se tiče živali, seveda te safariji, in pa ljudstva, se pravi te plemena, predvsem Masaji in Samburi. V Keniji in Ugandi lahko vidiš in doživiš zanimive stvari, recimo tole Kampala, glavno mesto Ugande, kjer je zelo velik direndaj, ampak je zanimivo mesto. Je pa dobro izhodišče za, recimo, naprej za obiske šimpanzov v naravi, v gozdu in goril. Potem v Keniji je recimo safari Masai Mara, to so pač klasični safari, kjer recimo srečamo žirafe, v živo. Moja nečakinja je rekla, a res tako kar brez ograje, brez ograje. Žirafe so mi recimo ena najbolj zanimivih živali, ki so tako res posebne. Mimo grede, a veš, koliko vretenc ima žirafa v vratu? Ne vem. 7. 7 samo. Jaz sem mislil, da ima 70. Tako recimo... To kot človek. Ja. V glavnem, več ali manj sem po vzhodni Afriki potoval z namenom, da bi srečal pač te nenavadne živali in seveda moraš potovati od mesta do mesta, najti prenočišče, iti v neko manjšo vas, ki je blizu temu gozdu, najti vodiča, plačati in tako naprej, dobiti dovoljenje. Ni glih mačji kaša, no. Je pa dejstvo, da doživiš veliko zanimivih stvari in recimo, evo, to je recimo vas, ki živi na robu gozda Kibale, kjer živijo naravno, živijo šimpanzi. In to so recimo moji sovaščani, jaz sem bil edini belec v tej vasi, najprej so me čudno gledali, potem so me sprejeli in smo se zafrkavali, kot vidiš za mularijo, ko so zganjali norčije. In potem, to recimo greš v džunglo oziroma v savano in takole pridejo tele bivoli naproti, pa recimo vidiš, srečaš tale dva levčka mala, to je bila Masai Mara in toliko sta bila prisrčna, da sem hotel iz džipa ven in jih pobožati. In so rekli ne, ker če sta dva mladička tlele, pa je tudi mama nekje v bližini in dejansko je res bila. In se ne bi dobro končala. Ja, in se ne bi dobro končala. Ampak ker res nimaš občutka, da je nevarno in ti vsi rečejo, ne hod ven, ker lahko se skriva. In glej, dejansko ne vidiš ga, mislim, to je približek, ne vidiš ti, ker se tako zakamuflira. No, potem pa tam iz Kibale sem šel pa oziroma v Kibaleju, to je pa džungla, je malo drugačno raste kot savana. In smo šli z vodičem in iskat šimpanza in kar naenkrat smo jih zaslišali, pa pridemo bližje in kar tam v sred gozda vidiš eno ritko tako črno in to je pa šimpanz in pol gledaš in pol kar naenkrat šimpanz zraven šimpanza in oni plezajo na drevesa in pol jejo. Kako blizu ste bili šimpanzom? Ja, pravzaprav, evo, jaz mislim, da imam fotografijo, če sem, evo, recimo, fora je v tem, da ta zgleda, kot da je mrtev, on ni mrtev, on je samo toliko se najedel, oni so šli kar naenkrat, so šli vsi v krošnje, takole gor, v krošnje in so jedli,